Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg Skort, lepo pozdravljeni v novičnem podcastu Greg Skorta. Ena zanimiva zadeva se mi je pojavila na, kot bi rekli mečeni, na For You pageu. Arena Sport je pred kratkim posnela en zelo zanimiv podcast, košarkarski seveda, ki se je seveda navezoval tudi na igre Luke Dončića oziroma igro slovenske reprezentance na minulem evropskem prvenstvu. Pa verjamem, da mi kolegi iz Arene Sport ne bodo zamerili, če bom uporabil njihovo vsebino v smislu, da jo pokomentiram in izpostavim določeno konkretno vprašanje in konkretne odgovore, ki so bili zastavljeni oziroma podani na tem podcastu. Mislim res tista bit vprašanja in bit odgovorov, ki dosti krat se soočam tudi sam z njimi, oziroma dobim vprašanja, oziroma se soočim z neko družbo, ki parlamentira točno o tem vprašanju, in verjamem, da se boste tudi vi znašli v nekem razmišljanju, kaj pa če bi bilo tako, oziroma če bi bilo obratno. Skratka, obljubim, da je tole zanimiva tematika. Preden predvajam sam posnetek oziroma samo vsebino, o kateri želim danes govoriti, vas pa prav lepo povabim, da se za podobne analize oziroma pozneje tudi highlightse naročite na moj kanal. Torej, o čem je bilo v govora v zadnjem AS podcastu, kjer je v bistvu Tilen Lamut postavil sjajno vprašanje Mirku Mulaliću, vmešal se z svojim odgovorom, pa tudi Iztok Franko, znan košarkarski analitik. Ok, moj jezik bomo še mogli malo tole natrenirati. Pa pogledam. Iz prve roke povem, pa ne bom nobenega pod vlak metal. Vsi mislili, koliko je z Luko Dončićem lahko igrati. Praktično se ti moraš popolnoma odreči svoji identiteti kot igralec. In to, da imamo na voljo isto časa, da je to podoben način, ne, Wagner ne igra isto kot Luka. A je prav, da se more 11 igralcev odreči svoji identiteti? Če je to za narodov blagor in za skupni cilj uspeha slovenske reprezentance, ja, točno veš. Jaz mislim, da so vsi fantje, da jim je jasno od prvega dne, zakaj so tam in čemu se bojo morali odreči. A misliš, da bi bil uspeh? Ali pa Luke ne bo. A misliš, da bi bil uspeh boljši, če se ne bi vsi rabili odreči svoji identiteti? Jaz mislim, da ne. Zato, ker je pač, koliko je rekel, Luka igra na tak način in tudi vidimo, koliko je on dvignil plafon te reprezentance. On je pa realno je pripeljal to ekipo četrtfinale, da smo v bistvu eni najboljšo partijo Nemcem nudili, ali pa odpor, mogoče Turki v finalu. In to vidimo, to je na način, ki ga on igra. Ja, zelo zanimivo. Ali je z Luko težje oziroma lažje igrati, ali se potrebno odreči v bistvu svoj identiteti, kot pravi Mirko Mulalić? Ja, na nek način. V bistvu bolj se strinjam s tem, kaj je povedal Iztok, oziroma malo manj kot je na nek način zavil z očmi Tilen, ampak tudi njega razumem. Z Luko Dončićem je dejansko najverjetneje res težko igrati. To je tip igralca, ob katerem mnogi ali nikoli ne bodo ali pa nikoli niso zaigrali. V tistem trenutku, ko pa pride reprezentanca, pa so na nek način prisiljeni v to. Zdaj nekateri rečejo, to je eno tapkanje in pa umikanje Luki z igro 1-5. Pa imajo po svoje prav. Definirati košarko Luke je težko. Njegov sistem oziroma način igranja je poseben. Ali to prinaša uspehe? Do določene mere definitivno. Kar nekaj je tu primerov. Pri Real Madridu še ne toliko, tam je še vseeno bila veliko bolj timska košarka, medtem ko že pri Dallasu, ko so prišli do konferenčnega finala, pa način, kako so premagali takrat Phoenix, pa način, kako so se znesli nad Minnesoto. Vse to je botrovalo dobršne meri neki izolaciji Luke Dončića, ki včasih marsikomu najeda, da tako rečem. No, pravilni izraz bi mogoče bil kakšen lepši, ne, mogoče mu gre na živce, da se ne poistovetimo toliko z njim, da ne rečem celo, da solira. Ne. Vse to je na nek način res, hkrati pa, če damo po črto, ogromno je tu enih uspehov, se pravi finale lige NBA, ker je bil pač posebno enostavno boljši.
Pa če vzamemo samo čisto zadnji primer, Evropsko prvenstvo v košarki, prišli smo do tekme z Nemčijo, ki je v bistvu resnično malo manjkalo, da bi šli še naprej. Kaj bi bilo takrat? Lahko se pogovarjamo še dolgo, ampak pustimo, zdaj to ni ta tema. Skratka, ta igra vsaj v reprezentančnem smislu prinaša določen uspeh in vkolikor bi mi drugače igrali igro, ne verjamem, ne rečem, da ne, ampak ne verjamem, da bi sejali takšne uspehe. Vendarle gre tu, če še malo obrnem, kot da bi Michaela Jordana spustili med igralce Eurolige ali pa še to ne, ker sam Klemen Prepelič bo igral v Euroligi, ne, ali pa Eurocup, recimo temu tak. Pa ne mi je zdaj strogo na besedo vzeti Michaela Jordana, ampak hotel sem govoriti o kakšni premoči individualni govorimo, ko postavimo Luko Dončića v našo peterko. In tukaj biti pameten, kako igrati ob takšni individualni kvaliteti in potem okoli njega zbrati sodelavce, soigralce, da tako rečem. To je ene vrste umetnost, katero se more strokovna služba, se pravi selektor in njegovi sodelavci, s tem soočiti, uspešno ali neuspešno, potem pa tu kao selektorje ne nastopimo. Potem nadaljujemo z vprašanjem, oziroma se na nek način se vse skupaj navezuje, če je prav, da se podredi 11 igralcev v Luki, in Mirko pravi, če je prav za narodov blagor in tako naprej, kot se je on izrazil. Ja, jaz ne poznam osebno boljšega načina trenutno za tako dobrim Luko, ki toliko odstopa od svojih soigralcev, pa z vsem dolžnim spoštovanjem do njih. Je pa verjetno to posebna naloga in posebej težko, ne? Večkrat tudi potem so ti ostali igralci deležni marsikaterih kritik, ne, češ da nič ne naredijo, pa sploh ni tako, ne. Veliko naredijo okoli, v bistvu so oni samo tisti nek podporni člen Luke, čeprav gre za reprezentančni dres, ampak res je specifičen primer. Najbolj specifičen primer oziroma primerjava bi bila tista Dirk Nowitzki Nemčija, ki je pa v bistvu ravno proti nam odigrala tisto mogoče eno izmed bolj ekipnih tekem in nas dobila takrat v Beogradu, če se ne motim, ne. Tako da ja, ne. Težko vprašanje, težko odgovoriti, ampak vse nekako vidimo. Je pa zelo dobrodošlo vaše mnenje v komentarjih, kot vedno. Nadaljujemo z vprašanjem, ali bi bil uspeh boljši, če se ne bi rabili vsi skupaj odreči tej se pravi Luki, no. Tudi Istok se v tem primeru ne strinja. V bistvu tudi Istok potem izpostavi, kar sem že prej rekel, da je v bistvu on dvignil nivo reprezentance na tak nivo, ki ga imamo danes, in brez Luke, dajmo se res vprašati, kaj bi pa bilo, če Luke ne bi bilo, in res smo lahko hvaležni, da je. Mislim, da je moje osebno mnenje, da ne bi mogli konkurirati na taka mesta, pa jaz verjamem, da se sami pri sebi reprezentanti tudi tega zavedajo, ne. Ampak ja, že smo nekako naredili prvi korak k pomlajevanju reprezentance, mislim, da kmalu sledi še drugi, že tale novembrske kvalifikacije bo malenkost premešana postava Slovenije, po mojem mnenju vprašanje, kaj bo z Vlatkom, seveda Luke ne bo. In te kvalifikacijska Fibina okna seveda so zdaj specifična, vemo, zakaj se gre, in tukaj pač vidim, da še kdo izstopa oziroma opozori nas, to je ena izmed lepših priložnosti tako za trenerje, da povabijo igralce nove, tako za tiste, ki dejansko so povabljeni, pa ne glede na to, proti komu in kje igramo, ne. Tako da ja, diskutabilna tema vsekakor, no, vsaj jaz tako mislim. In evo, še enkrat več vas povabim, da se spodaj pridružite komentarjem, povedzite svoje mnenje. Še enkrat, tale zadnji podcast Arene, se pravi AS podcast, si lahko pogledate na njihovih družbenih omrežjih. To je to. Do naslednjič, prav lepo vas pozdravljam, Gregor iz Greg Sporta z vami. Če imate podobne analize radi oziroma jih radi slišite, kakšne highlights in tako naprej, vabljeni, da se naročite na moj kanal. Do naslednjič, prav lepo vas pozdravljam. Srečno.